podnebni protesti GFML-jevcev, Evropski teden mobilnosti. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v današnji osrednji informativni oddaji televizije AS. Tudi tokrat vam prinašamo nekaj informacij o aktualnem dogajanju v deželi ob Muri. Dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer so 24. septembra pripravili podnebni protest Mladi za podnebno pravičnost Pomurje. V petek 24. septembra so dijaki gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru pripravili podnebni protest oziroma podnebni štrajk. Kako je protest potekal, nam je povedal Jakob Idič, dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Torej, danes se prvo zbiramo tukaj pred gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, potem pa bomo se sprehodili skozi mesto Ljutomer, kjer bomo izrazili s protestom svoje nezadovoljstvo. Dobili se bomo na glavnem trgu, kjer bomo imeli dva krajša govora, predstavili naše zahteve, ter upamo, da nas bo uslišala tudi mogoče gospa županja Ljutomera. Zakaj so dijaki sploh organizirali protest? Tukaj smo, ker smo Mladi za podnebno pravičnost Pomurje dali pobudo, da se kot vsepovsod na svetu in v bistvu tudi vsepovsod po Sloveniji, da se tudi v Ljutomeru štrajka, torej protestira za podnebno pravičnost, kajti sedaj smo priredili, oziroma letos samo pozivamo k protestu, že tretje leto, kajti že 3 leta protestiramo, pa se še nič ni zgodilo. Dobivamo samo prazne obljube, naši politiki z obeh strani nam obljubljajo ne vem kakšne možnosti za sodelovanje, ampak ko pa pride do tega, da bi se te obljube uresničile, pa nas samo ignorirajo, nas nočejo več poslušati in zdi se nam, da nas uporabljajo samo za glasove. Dosegli bi radi v bistvu vse. Rad bi dosegli stare, mlade, da bi jih ozavestili o problemu, kajti zdi se nam, da še vedno zadosti ljudi se ne zaveda, kakšen problem so podnebne spremembe. Bi pa bili seveda navdušeni, da opozorimo lokalno oblast, napisali smo tudi lokalne zahteve, ki jih bomo predstavili lokalni oblasti. V bistvu želimo, da nas slišijo politiki, kajti politiki v naši državi imajo moč spremeniti nekaj, mi smo jim zaupali to moč in zahtevamo, da se nekaj spremeni. Podnebni protesti so se odvijali po celem svetu. V Sloveniji so se podnebni aktivisti zbrali v večjih slovenskih mestih ter tako lokalno in tudi državno oblast seznanili s konkretnimi zahtevami in predlogi. Pripravili smo jim izvedljive zahteve, katere lahko že danes začnejo implementirati v našo družbo in pa v našo zakonodajo, kajti mladi smo zelo zaskrbljeni nad tem, da politika ne jemlje resno podnebnih sprememb in pa ne rešuje dovolj hitro podnebne krize. Najpomembneje je seveda, da začnemo iti v vedno bolj brezogljično družbo. To pomeni torej, da opustimo pridobivanje električne energije iz premogovnikov, kajti to je za okolje najbolj nevaren način pridobivanja energije, in pa potem seveda, da začnemo graditi bolj trajnostno infrastrukturo v Sloveniji, predvsem kar se tiče javnega prometa in tako dalje, da potem posledično tudi zmanjšamo število avtomobilov in pa da ljudje začnejo uporabljati javni prevoz več. Letošnji protest je že tretji zapovrstjo, vendar pa je tudi na to gibanje vplivala epidemija koronavirusa. 2019 je seveda bilo veliko več ljudi, predvidevamo tudi, da zato zaradi korone in pa sedaj je nekaj straha glede tega, ker so taki ukrepi, kot so. Zato mislim, da smo tudi precej udeležencev izgubili, ampak drugače se mi zdi, da mladi smo vedno bolj ozaveščeni in vedno bolj se zavedamo, da se moramo mi boriti za našo prihodnost. Z današnjim podnebnim protestom so dijaki poleg prebranih in predlaganih konkretnih zahtev in predlogov želeli biti predvsem slišani. Seveda upamo, da bomo slišani, sicer zelo dvomimo, glede na to, da je naša vlada pred kratkim sprejela tiste zakone proti okolju, tako da želimo si vsaj priti v stik z vlado in imeti z njo diskurs in dialog o nadaljnjem podnebnem planu. Kakšne so napovedi udeležencev gibanja za podnebno pravičnost za v prihodnje? Nikoli ne bomo izginili, dokler nas politika ne vzame resno. Podnebni protest v Ljutomeru je potekal zelo zgledno. Mladi so želeli in želijo biti slišani
In podnebne spremembe so tema, ki se dotika čisto vsakega prebivalca in jih moramo jemati zelo resno. Po mnenju protestnikov se slovenski odločevalci še vedno ne zavedajo nujnosti odziva na podnebno krizo ali pomena zdrave in bujne narave. Današnji protest bo vsekakor dodal kamenček v mozaik zavedanja nujnosti podnebnih sprememb. Mestna občina Murska Sobota se je letos že 20. vpisala na zemljevid slovenskih občin, ki se pridružujejo Evropskemu tednu mobilnosti za izboljšanje kakovosti življenja v mestih. Evropski teden mobilnosti že od leta 2002 vpliva na vprašanje mobilnosti in mestnega urbanega prevoza, kakor tudi na izboljšanje zdravja in kakovosti življenja v mestih. Mestna občina Murska Sobota je ena od 7 občin v Sloveniji, ki od vsega začetka, torej že 20 let, nagovarja in spodbuja k trajnostnim načinom prevoza, kakor tudi k izzivom, s katerimi se mesto sooča na področju spreminjanja vedenjskih vzorcev občank in občanov. Veliko izvedenih investicij z tega področja, kakor tudi še načrtovanih in zastavljenih, pripomore k ustvarjanju napredka pri vzpostavljanju boljših pogojev življenja prebivalcev in s tem tudi varovanja okolja. Dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. Mestna občina Murska Sobota že 20 let sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti in ves čas te udeležbe je tudi pripravljala načrte in projekte, s katerimi želi spodbujati mobilnost, se pravi več pešačenja, več kolesarjenja in manj avtomobilov v samem centru mesta, predvsem, ker je problem čistoče zraka in kot projekti v zadnjih letih moram reči, da so tudi zelo izdatno financirani z evropskimi sredstvi, ki jih je treba poiskati, kajti Evropska komisija tako v pretekli finančni perspektivi, kot tudi v sedanji, v katero smo že vstopili, daje izjemno velik poudarek na zeleno mobilnost, na zelen dogovor in mestna občina Murska Sobota sledi tem trendom in tem pozivom. Mi smo praktično od leta 2018 pridobili 6 milijonov evrov sredstev za mobilnost, od tega kar 4 milijone iz naslova evropskih sredstev in z tega naslova smo uredili, mislim, da 6 kilometrov kolesarskih stez, okoli 3 kilometre pločnikov, posadili veliko dreves in projekti, ki so konkretno vidni tudi v našem mestu, je ureditev te ulice, na kateri smo sedaj, Slovenske ulice, parkirišča pred zdravstvenim domom, Kroške ulice, ulice Staneta Rozmana, ki jo pravkar obnavljamo, arhitekta Novaka, ki jo bomo obnovili, veliko kolesarskih povezav, Slomškova ulica, ki bo na vrsti naslednje leto. Ni pa pravzaprav ta sredstva niso namenjena samo infrastrukturi v mestu, ampak tudi v primestnih naseljih. In ko ste me vprašali, kaj je sedaj pač v načrtu, mi imamo iz naslova denarja evropskega, ki je namenjen mobilnosti, v načrtu rekonstruirati Noršinsko cesto in jo povezati med Mursko Soboto in Noršinci z kolesarsko stezo. Prav tako nastaja sicer na osnovi ideje, ampak pri ideji treba začeti, projekt kolesarske povezave med Radenci, Tišino, Mursko Soboto in Moravskimi Toplicami, izjemno pomemben skupen projekt večjih občin. Mestna občina Murska Sobota je k temu takoj pristopila, ker to nujno potrebujemo. Seveda tudi kolesarska povezava med Bakovci in Dokleževjem, kjer je en odsek ceste zelo nevaren, prav tako med Bakovci in Krogom. Skratka, veliko dela imamo na področju infrastrukture, delamo pa tudi na ostalih področjih, ki so povezani z mobilnostjo. Torej, mestna občina Murska Sobota je, mislim, da druga ali pa tretja v Sloveniji, ki ima javni prevoz Sobočanec za občanke in občane zastonj. Mi smo bili tudi drugi v Sloveniji, tako je za Ljubljano, ki smo uvedli sistem car sharing. Se pravi, ta sistem se že uporablja dolgo časa in vsa vozila v sistemu car sharing so električna vozila. Tudi mestna občina Murska Sobota in tudi jaz kot župan za prevoze po regiji uporabljam električno vozilo z velikim užitkom, z velikim veseljem. Hkrati pa seveda uporabljamo že kar nekaj let v naši mestni občini soboški bicikl,
in noviteta v lanskem letu, to je pa prost sofer, električno vozilo prav tako namenjeno ranljivim osebam, ki nimajo prevoza od doma do zdravnika, do trgovine in tako nadalje. Ne smemo pa pozabiti, da je mobilnost namenjena tudi ranljivim skupinam, torej invalidom, in kot vidite v naši mestni občini vso infrastrukturo, ki jo gradimo na novo, prilagajamo tako paraplegikom, tako slepim, slabovidnim, tako gluhim, gluhonemim, in tako se mi zdi, da dobiva naša občina resnično en navdih neke sodobne zelene mobilnosti. Dogodek, posvečen Evropskemu tednu mobilnosti v Murski Soboti, prebivalcem daje možnost, da sami raziščejo, kakšna je dejanska vloga mestnih ulic in da najdejo konkretne rešitve, s katerimi bo možno odpraviti oziroma omejiti glavne mestne težave. Hkrati pa vodstvo lokalne skupnosti prejme koristne povratne informacije strani prebivalcev in lokalnih interesnih skupin, ki se predstavljajo na stojnicah. Cilj kampanje Evropskega tedna mobilnosti je spodbujanje mlajših generacij, da začnejo sodelovati pri izvajanju trajnostnih ukrepov na področju aktivne mobilnosti, ter da začnejo razmišljati o novih možnostih potovanj, ki predstavljajo alternativo vožnjam s osebnim vozilom. Eden od ciljev pa je tudi vsesplošno telesno gibanje. Za vzor mladim je župan Jevšek z njimi kolesaril po Murski Soboti. Skupaj pa so ob tednu mobilnosti združili prijetno s koristnim in se udeležili otvoritve prenovljene Kroške ulice. No, med drugim danes sem se tudi pripeljal s kolesom v službo. Bog ne daj, da me kdo vidi danes z avtomobilom. No, danes bomo tudi na simboličen način odprli Kroško ulico, mestna četrt Turopolje nas je povabila, da se s kolesi pripeljemo tja in na simboličen način skromno rečemo, ulica je odprta. V duhu letošnjega slogana Živi zdravo, potuj trajnostno so tudi z drugimi aktivnostmi v mestni občini Murska Sobota pozornost usmerili k spodbujanju promocije, izobraževanja in ozaveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja ter nenazadnje varnosti v prometu. Za celotno družbo in vsakega posameznika je ključno, da spremeni način razmišljanja o telesni dejavnosti kot o nečem nepotrebnem. Tudi aktivna mobilnost je eden izmed načinov, ki lahko pomembno prispeva k povečanju celokupne dnevne priporočene dejavnosti in je eden izmed načinov krepitve zdravja, obenem pa podpira druge pomembne družbene cilje, kot so izboljšanje kakovosti življenja in bivalnega okolja ter varnosti v prometu. Zato so vsa vlaganja vanjo neprecenljiva investicija v zdravo prihodnost. Spoštovani gledalke in gledalci, toliko smo vam pripravili v tokratnih dogodkih. Še naprej seveda ostanite v naši družbi in se imejte kar se da lepo. Pa srečno!